Lepo pozdravljeni na današnjem literarnem večeru, ki ga pripravljamo pravzaprav skupaj z društvoma SHS in Fraktal. Tako da hvala lepa, da ste se odzvali v vabilu. Predstavljamo knjigo slovaško-slovenske literarne znanstvenice, pesnice, pisateljice dr. Stanislave Hrovekove-Repar, ki se lepo zahvaljujem za sodelovanje in hvala lepa, da ste izdali našo knjižnico, v kateri boste predstavili svojo knjigo. Še enkrat hvala lepa. Pozdrav tudi gospod Meto Kušar, pisateljico, eseistko, ki bo vodila pogovor z našo gostjo. Seveda se zahvaljujem tudi obima društvoma, pravzaprav, a ne? Slovaške, ja. Tako da je to še lepo sodelovanje med obima kulturama. Zdaj dr. Renato Šribar Šečakova prihaja z Primorske. Ona je pa napisala tudi besedo k tej knjigi. Upam, da se ne bo pridružila. Jaz vama z veseljem predajam besedo. Mikrofon morate takrat držati v roki. Do mene nima vključen. Je pa vključen. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Knjiga ima naslov Iniciacije ali književnost onkraj vidnega. To je nadaljevanje knjige, ki jo je Stanka napisala in izdala v Apokalipsi pred tem, ki je imela naslov Agonija smisla in se ukvarjala predvsem s kulturno politiko. Že takoj naslov nam da vedeti, da je ukvarjanje s kulturno politiko takoj nevarno za smisel. Medtem ko je ukvarjanje s literaturo in s premišljevanjem, ustvarjanju žensk bolj smiselno delo in dobi naslov za to Iniciacije. Še več, ali književnost onkraj vidnega. Tu je še podnaslov. Subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi. A bi lahko za začetek, midve se bova tikali, ker se poznava, odkar je Stanka prišla v Slovenijo, a nam lahko razložiš malo ta naslov, ki si ga tu dodala že k tako povednemu naslovu Iniciacije ali književnost onkraj vidnega? Pravzaprav jaz to razumem kot že malce reklamo za knjigo, ki nekaj naznani o vsebini te knjige. Subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk zato, ker v glavnem gradivo, ki ga obdelujem v tej knjigi, pravzaprav so poezije, pesniške zbirke, dela slovenskih pesnic, čeprav ne izključno, in reprezentacija ženske diskurzivnosti v literaturi, ker pravzaprav ta problem, ali obstaja ženska pisava, kakšne so njeni znaki, kako deluje, v čem se razlikuje, recimo, kjer so njene posebnosti. To je širše vprašanje. Ne zajema samo knjige, ki so jih zapisale ženske, pesniške zbirke, ki so jih ustvarile ženske pesnice. Lahko nekaj pove celo tudi o ustvarjanju moških ustvarjalcev. Govori od znotraj same pesniške pisave. Tako da pomembno je bilo v bistvu en in drug vidik nekako vključiti noter. Pa meni se zdi tudi pomembni res tisti podnaslov, ki je zapisan pod Iniciacijami, in to književnost onkraj vidnega, ki na nek način opozarja na to, da ženskih pisav, ženskih del pogosto nekako odrivamo na rob pozornosti, družbene pozornosti, literarno-kritične, znanstvene pozornosti.
čeprav bi si zaslužili veliko več, mislim, skrbne obdelave, poglobljenega branja in velikokrat pravzaprav nas znajo po letih presenetiti dela, ki smo jih kar pustili, da grejo mimo nas v času njihovega nastanka. Tako da zato onkraj vidnega, ampak mislim, da tega se še bomo dotaknili. Mogoče bi za tiste, ki knjige niste še vzeli v roko, vas vabim seveda slovaški kolegi, izdajatelji, tam ne prodajajo knjigo za ugodno ceno in vam lahko povem, da vam resnično ne bo žal, zato ker jaz sem prvič se srečala z interpretacijo literature, ko je Stanka pisala interpretacijo za izdajo knjige Glas v telesu, kjer smo bile udeležene 3 pesnice, Erika Vovk, Maja Vidmar in jaz. In sem bila tako presenečena, da lahko nekdo na tak fin način, s tako preciznim nosom, intuicijo, vere, seveda ogromnim poznavanjem teorije, ampak s tem, da s to teorijo ne dela nikakršnega nasilja, ampak to uporablja samo zato, da ugotavlja, da diagnosticira, kaj se v tisti poeziji dogaja. Knjiga je sestavljena z uvodne besede, ki jo je gospa Renata Šribar napisala, jo bomo potem povabili, da nam pove svoje občutke oziroma svoje stališče do knjige. Potem je seveda ob enem uvodu takoj tema Jeziki pisave razpotja. To so razmišljanja o mnogih stvareh. Med drugim seveda, zato je to zanimivo, kako se tale književnost onkraj vidnega povezuje še z nekim drugim onkraj vidnega, namreč tretje oko ali ustvarjalnost v jezikih poezije. Že ne samo, da so ženske pesnice na robu oziroma onkraj vidnega, ampak že tako, seveda že s tem, da pišejo poezijo, so povezane s to pokrajino, ki je onkraj vidnega, ki jo zaznava recimo tisto, čemu so tradicije rekle tretje oko. Tu je še, kako bi recimo tale razdelek Jeziki pisave razpotja in pa feminizmi in genealogije povzela avtorsko. To si dala na začetek, ker to so pravzaprav vse tipalke, vsi načini, metodologija in vse te stvari, s katerimi se potem spraviš na konkretne pisateljice od Svetlane Makarovič pa naprej do mlajših. Ja, pravzaprav ta knjiga je nastajala iz nekega gradiva, ki sem ga objavljala revijalno v različnih zbornikih kot spremne besede in tako naprej, kar nekaj let. In ko imaš to gradivo, iščeš nek ključ, kako narediš nek vrstni red, da knjiga teče, da eno nadgrajuje drugo. Pa se mi je zdelo v bistvu, tudi ko sem pogledala to svoje pisanje o literaturi, da prva zadeva, ki je zanimiva in bi morala biti nekako na začetku, je pravzaprav, kje so te posebnosti prav pesniške pisave. V primerjavi z vsakodnevno govorico, kaj se tam pravzaprav dogaja, v kakšne pomenske sloje pravzaprav se poglabljamo, kako operiramo samimi jezikovnimi sredstvi v bistvu. In tudi, kje postajamo lahko
prvič talci tudi besede ali govorice ali jezika, kje so določene tudi nevarnosti, recimo, ko je naš izraz preveč kanoniziran, preveč stereotipiziran, recimo tako grdo besedo bom uporabila, ali preveč avtomatiziran, to pomeni, prav ta kreativna nit nekako izginja. V bistvu uporabljamo morda neko časopisno govorico, ali ne vem, ki nam takoj pride na pamet, pa govorica kot da izgublja možnost presežka. Ker vedno je tako, da v bistvu tukaj ni enega, bi rekla, odnosa, da se prekriva ta realnost in jezik, jezikovna zmožnost. Realnost, življenje vedno nekako ponudi več. Jezik na nek način vedno lovi v svojem izrazu tisto, kar doživljamo, kar nam gre skozi glavo, mislim, v kakšnih odnosih, situacijah se znajdemo. In ne samo ta verbalna plat jezikovna, ampak tudi to nekaj vmes, neverbalno, kar nastaja kot nek tretji pomen in kar v bistvu prav ta metafora tretjega očesa nekako poskuša zajeti, je zelo pomembno, če želimo res ene subtilne pomene zajeti, če želimo res ene stvari, ki jih tudi sami pred sabo morda prikrivamo, nekako posredovati naprej. Tukaj se prav pesniška govorica na nek poseben način razpre, razodene, in če res je tu neka nadarjenost, občutek za to, kar nam ponuja, pravzaprav ta poezija, delo pesniško, pove več kot govori na nek način. In to je potem ta umetnost interpretacije, da to znamo razbrati ob branju poezije. To pomeni, v tem prvem delu v bistvu je malo to premišljevanje, ne? Vabim tudi v bistvu bralca te knjige, da razmislim, čem je ta posebnost. Hkrati pa ne morem recimo govoriti o pisanju ustvarjalk, pesnic, pri katerih je prav ta spolni vidik zelo prisoten, na zelo različen način, če ne predstavim v bistvu neke možnosti, ki jih ponuja recimo, ki jih ponujajo feminizmi, bom govorila prav tako v pluralu, da recimo preučimo literaturo še iz enega vidika, ki je vedno zapostavljen, pa se nam razpre pisava teh pesnic, ki jih potem kasneje obdelujem, še iz enega zornega kota. Tako da ta dva dela, pravzaprav ta dva vidika poskušata predstaviti in potem na nek način bi rekla, da jih uporabljam pri teh interpretacijah, prihaja do neke, pravzaprav neke aplikacije tega, čeprav tam nikdar se ne moreš popolnoma zanesti na to, da ti metoda vse pokaže, vedno je to tudi občutek, ne, vedno je to jaz vem, nek instinkt, vedno je to tudi zelo mi pomaga, da sama sem pesnica in vem, skozi kakšne procese grem, ko pišem svojo poezijo. Tako da vključeno je celo moje mentalno veselje, ne samo to, kar sem se nekje izučila, naučila. Ne. No, to se mi zdi, da je pri tej knjigi res zelo izpostavljeno. Zdaj sicer čas, kjer se dialog zelo visoko postavlja, kjer se ga zelo hvali, ampak seveda med tistim dialogom, ki je zaukazan, in med tistim dialogom, pogovorom, ki ga je nekdo sposoben, so svetlobne razlike. In ravno te dve poglavji, ki sta bolj teoretični, kažete na to, kako dober dialog potem kasneje vzpostavlja s posameznimi pesniškimi zbirkami oziroma s pesnicami. In ko si prej govorila o tem, kaj vse interpret lahko ugotovi, kar je seveda zelo pomembno tudi za pesnika. In če pesnik ima pravočasno enega tako dobrega bralca, tako kvalitetnega bralca, mu seveda lahko pomaga, da v enih stvareh ne zaide. Zelo dober primer tega je interpretacija poezije Svetlane Makarovič, ki jo v narekovaju poimenuje
tista zamolčana. Namreč, kaj se zgodi? Tu se pokaže ravno to, kako lahko pesnik zaide, če ne pazi na to, kaj počne, in s tistim intenzivnim ustrajanjem v eni določeni legi, ki misli, da je uporniška, ki misli, da je heretična, lahko zapade ravno v situacijo, ko to izniči. Skratka, ujame se v lastno zanko. Nam lahko, se vem, da je to težko vprašanje, ampak nam lahko poveš kaj, kako recimo, ko si se prvič srečala s poezijo Svetlane Makarovič, si seveda imela v glavi, kaj slovenska literarna veda, kanon, razmišlja o njej, ne? In ti si imela morda eno prednost, da te to ni obremenjevalo, mogoče tudi zato, ker te niso preveč inicirali s tem kanonom vsako celico, recimo študijem slovenistike, in si lahko imela popolnoma svež pogled na poezijo, ki se je v Sloveniji nastajala. Kako nam lahko poveš kaj o tej metodologiji, kako si prišla do teh ugotovitev, recimo? Mi vemo, vse veste vsi, mogoče Svetlana Makarovič najboljši primer, da največ vemo o njej kot o pesnici, ker vseh drugih morda manj. Poznamo jo seveda po poeziji, poznamo jo po otroškem ustvarjanju, poznamo jo tudi po nekem esejističnem, publicističnem izrekanju, ne? In jo imamo nekako pred očmi kot eno močno, kritično, zelo seveda ranljivo in zelo temno pesnico. Seveda poznamo tudi njen odnos do ljudske poezije in kaj je s to ljudsko poezijo naredila in kako se je to zgodilo, da si ti našla ta prijem in ugotovila vse te presenetljive zadeve v zvezi z njo. Jaz moram takoj izpostaviti, da kakršenkoli odgovor, če ga bom ponudila, sama z njim bom nezadovoljna. In to tudi zato, ker sem pristašenja tistih, pristopov ali mnenj, da pravzaprav pisati eno subtilno interpretacijo poezije je kot ustvarjati samo poezijo, ali v bistvu je nekje skoraj na tem nivoju. In to zahteva zelo intimen odnos, niti ne veš natančno, kaj boš na začetku, kaj boš zapisala do konca. Večkrat vzameš seveda to predlogo v roke, na različne načine komuniciraš v različnih svojih osebnih stanjih. In to ni samo čisto, racionalno ukrojen nek vzorec premišljevanja, tako da jaz tega zdaj ne morem niti posredovati. Mora, če koga resnično zanima, prebrati, da vidi, kje se mi je stvar kako v bistvu premaknila, izmuznila, kako sem sledila, ki sem se vrnila, ki sem povezala zadevo. Jaz tega ne morem zdaj na novo replicirati, ne? V bistvu moram tudi takoj izpostaviti, da Svetlano Makarovič kot pesnico zelo cenim, ne? In tudi recimo v drugih primerih, tudi pri moških ustvarjalcih, če pišem nekaj, kar lahko izpade tudi kot kritično ali kot v bistvu en dvom ali eno morda bolj ostro zastavljeno vprašanje ali zatipam nek konflikt v tej poeziji in ta konflikt poskušam nekako predstaviti, v čem temelji, na čem temelji. To ne pomeni, da jaz ne cenim recimo tega dela ali tega ustvarjanja. Jaz se z njim pogovarjam se po najboljših svojih močeh in jaz mislim, da to je tudi naloga vsakega interpretatora ali vsakega literarnega kritika, kritičarke, v bistvu ponuditi en odprt pogovor o tej poeziji, razpirati še ene perspektive, kako lahko gledaš v bistvu na ta opus,
In pri Svetlani Makarovič v bistvu takoj, kot si ti lepo rekla, ena temna plat pride ven. Ne? V bistvu seveda tudi to ljudsko poreklo je absolutno prisotno pri njenem ustvarjanju. In na nek način sem ugotovila, da pravzaprav so te njene pesmi velikokrat baladične narave, velikokrat pa ta balada s tako neko ostrino, ki je krati zelo lucidna, ampak na nek način je tudi ujeta, ne, v svoji ogradi, bi rekla, neki vrednostni, pomenski. Ne. V bistvu pride do enega ostrega srečanja, pride do enega, bi rekla, sarkastičnega morda tona, pride ali igrivega. To je tudi, recimo, če baladični način povežeš z neko tako razigranostjo poeziji ali tudi uspavanko z zelo temnimi, ne, okostnjaki, pa ne vem kaj, ne, smrtjo in tako naprej, vsebinami pomenskimi. Mislim, takrat pride do nekega presežka, ustvariš več. Tudi Svetlana Makarovič marsikje je dosegla zelo, mislim, zanimiv izraz. Samo težava je, da pri njej, recimo, ona na koncu izpade njena poezija tako, da je sprejela na nek način položaj žrtve. Položaj žrtve v tem svetu, ki ni družbeno spolno ali spolno enakopraven. Ona se bori v bistvu proti temu položaju žensk, po drugi strani v določenem trenutku, ko bi morala iz tega sebe, svojo poezijo izvleči, še naprej nadaljuje v bistvu s tem izpostavljanjem nekega nezadovoljstva, nekega kritičnega glasa. To je kritičen glas v bistvu. Ampak ona ostane v bistvu v tej legi in ne naredi tega presežka do samo osvoboditve. In to se tudi nekako pri tej poeziji ves čas čuti. In kot da se potem te lirski subjektki, te protagonistki te poezije nabira nek bes, nabira neko nezadovoljstvo, nabira neka črnina v bistvu. Ne? In zato rečem, da je to pravzaprav tudi položaj neke žrtve. Ne more iz tega na nek način ven. In zanimivo je, da recimo prav Svetlana Makarovič, se sliši, prav Svetlana Makarovič je zelo cenjena in mislim, pesnica tudi v slovenskem okolju in tudi priznana. In hkrati recimo nekaj podobnega, seveda malo drugačni preobleki, sem našla recimo pri Maji Vidmar, na to je opozorila tudi recimo Alja Adam, ko je interpretirala njene pesmi, tudi Barbara Korun, ki je ena generacija kasneje, ne, v bistvu pesnica, enako priznana, nagrajevana. In tudi tukaj je ta primer, da pesnica, ki ima tole težavo in se z njo sooča, Maja Vidmar na drug način potem ta konflikt svoje poeziji obdelala, v bistvu pride v tej družbi nekako do ospredja in dobi vsa ta priznanja. In to je recimo zelo zanimivo vprašanje. Morda nisem v knjigi prav to tako izpostavila, ampak šele ko sem zaključila in sem pravzaprav prišla na to povezavo, da je tukaj neka povezava, nekaj to morda je pomenljivo. No? Gospa Renata, meni se zdi, da zdaj, če govorim stališča pesnice, ne, je zelo dragoceno, da interpretator, da ne rečem kritik, ali pa recenzent, ker je to nekaj zelo neustreznega, se mi zdi, za ukvarjanje s poezijo, ampak en interpretator, kot je Stanka, se mi zdi, da je kot en naravni korektor, ki te lahko dobro upozori, če greš nekako po življenju, po tistem, kar življenje hoče. Ker recimo ena dobra njena značilnost, ki jo vedno opažam, je tudi to, da ima izjemen smisel za družbeno pravičnost. In to pravzaprav vnaša tudi v interpretacijo in v branje in tebe samega kot pesnika opozarja na to, če ti nisi dovolj družbeno pravičen do tistega, o čemer pač pesniš.
kako se vam zdi, vi ste uvedli to knjigo v slovensko javnost, kako gledate vi na njeno delo? Najprej, če se smem odpovedati, gospe, pa ste samo pri Renati. Hvala. Drugače se mi zdi, da mogoče ste s drugimi besedami povedali to, kar sama vidim kot Stankino prednost. Ne bom zelo formalistična, pa se poznava dobro, tudi da bi kar z imeni operirala, če smem. Sama bi rekla, da je njena prva kvaliteta transparentnost. In pravzaprav je to pogoj tega, da lahko izpostavimo tudi družbene neenakosti. Ker transparentnost, če je človek transparenten v razmišljanju, opazovanju sam do sebe in do drugih oseb, šele to prinese intelektualno lucidnost in čustveno odprtost. Tako da pač zame je to tisti prvobiten pogoj dobre interpretacije in posledično tudi dobrega učinka na objektu, narekovaju njene interpretacije ali pa njene kritike. Zdaj pa, če smem biti še malo priložnostna, sama sem čisto po naključju, nisem vedela, da bomo danes začeli s Svetlano Makarovič, da boste začeli s Svetlano Makarovič in sem po čistem naključju po dolgih letih vzela v roke eno knjigo, kakšen teden nazaj, kar majčkeno postavlja v dvomljiv položaj, konec koncev tvoj zaključek, zato bi rada povedala. Je pa res, da nisem brala zbirke poezije, ampak sem brala njeno predelavo sage o Njalu, islandske sage o Njalu. In tam se mi zdi, da naredi pa nekaj drugega, drugače se popolnoma strinjam s tabo, ampak tam pravzaprav ženska, ki se bori, junakinja, ki se bori za pravičnost, kot jo sama doživlja, v bistvu pravzaprav prevlada te spolno diskriminatorne okoliščine, premaga položaj, ta določen položaj ženske kot žrtve, tako da dosledno vztraja pri svoji etični zavezi in ko uveljavi na svoj način svojo pravico, preprosto izgine in se na ta način izogne kazni, kar je, lahko rečemo, to je histerična gesta, pa če izgineš, ampak v njenem primeru je to, da izgine samo izogib družbeni kazni. Tako da pač hotela sem opozoriti na ta presežek, ker se mi zdi pomemben. Vsaka avtorica ga mogoče udejanja na svoj način, Svetlana Makarovič ga je pač majčkeno izven poezije, pesmi so v tej njeni predelavi sage o Njalu samo pač nek intermezzo, ne gre dejansko za pesmi, gre za neko pripoved, ampak vendarle z te perspektive spola bi rekla, da ji uspe en korak naprej. Kar je pomembno, konec koncev za vse nas, če se vrnem potem k vašemu vprašanju. Tako da mislim, da je to, če se kot pesnica prepoznate v Stankini kritiki in da to pomeni, da lahko naredite korak naprej, dokaz, da je interpretacija lucidna, odkritosrčna in na ta način lahko sploh konstruktivna. Mi smo imeli v slovenski literarni vedi veliko literarnih zgodovinark, pač mogoče najbolj znana je bila Marija Borštnikova, hvala. Ampak transparentnost ste verjetno mislili, ker je ta beseda zelo inflatorna, to, da je pri Stanki zelo jasno, kaj ona govori, da ni mogoče misliti, kot je največkrat značilno za mnoge zapise v literaturi, kot so se včasih nekateri tudi v kritiki sami norčevali, da nisi vedel, ali je kritika pozitivna ali negativna, ker je bila tako zavita, da je lahko pomenila vse. Medtem, ko se mi zdi, da tukaj je seveda to zelo jasno in zato ti pomaga, ti pomaga iti naprej in ti pomaga tudi videti tiste lastne pomagljivosti, ki jih ti takrat seveda, ko se s tem jezikom potuješ in ko te vleče naprej in ko ti ponuja svoje čare in tudi zablode in nevarnosti, se s tem ne ukvarjaš. Šele
potem, ko te nekdo pač gleda, nekdo te pač mora gledati, ker je na ta način tudi tvoj potrjevalec zgodovinski, da ti zares si. Jaz tudi mislim, da je to skoraj zelo težko si predstavljam, da bi človek, pesnik, cel življenje pisal za predal, da ne bi šel v javnost in da ne bi dobil nobenega. Že to, da greš v javnost, je recimo ena stvar, ki ti pomaga, da stvari drugače vidiš, kot pa, če ne izidejo. Ne? Ja, jaz bi se s tem strinjala, ampak bi si vzela še to pravico, da pojasnim svojo rabo besede transparentnost. Ne? Seveda sekundarno tudi to, kar vi pravite, ampak v prvi vrsti je, da je človek dovolj drzen, da zelo natančno zapiše in najprej sledi svoje misli in na to jo na ta način tudi zapiše. Skratka, da to pisanje ni na noben način lažnivo, ne samo na ta zunanji način, ampak da ni v prvi vrsti lažnivo niti ne v avtorskem smislu. Pravzaprav, če smem še dodati in posplošiti, naša civilizacija je utemeljena na lažeh, ne? In zato je treba to bolj ceniti načine posameznih oseb, ki se drznejo govoriti resnico. Ne govorim o neki absolutni, objektivni resnici, govorim o resnici tistega trenutka, tiste situacije, ne? Ta resnica mora biti popolnoma transparentna tudi skozi pisanje. Ja, to jaz ne morem nehati biti navdušena s tem in sem že večkrat rekla v javnosti, da če bi bilo mogoče, da bi Stanko nekako omrežil, da ostane v Sloveniji, da bi dali to, kar je pač potrebno, eksistencialne pogoje in da bi napisala vsaj literarno zgodovino najnovejših ustvarjalcev, pa tudi, če bi se samo slovenskimi pesnicami ukvarjala, bi bil to tak precedens, se mi zdi, da bi lahko bil to model, ker če si en literarni zgodovinar, jaz mislim, da je to knjiga, ki jo ne moreš zaobiti in te mora naučiti in te mora pripraviti do tega, da ne da jo kopiraš, to sploh ne, ampak da ti postane nekakšen vzor, nekakšna želja potem, da bi ti tudi tako počel. Ker to je, meni se to zdi res neverjeten talent. Ja, če smem še dodati komentar. Zdi se mi pravzaprav, da Stanka s tem, ko je tle tujka oziroma na nek način ostaja tujka, pravzaprav metaforizira to, kar se nam vsem dogaja pod tako slabimi družbeno-kulturnimi pogoji. Vsi smo tujke in tujci v svoji lastni deželi in stvar poguma in te lucidnosti in transparentnosti mišljenja je, kako upravljati s tem svojim tujstvom. In pač jaz ocenim z tega vidika najbolj, ker se v tem tudi prepoznam. Tako da se mi zdi, če obstaja nekaj, kar je slovenska nacionalna karakteristika, je to, kot bom pa zdaj citirala Mirjana Ule, z družboslovne scene, veliko govorimo, pa malo povemo. To je tako zelo tipično za Slovenijo. In zdaj, kar ste rekli, da bi radi, da Stanka ostane tle. Tudi jaz bi rada, da je čim več tukaj in da čim več tle ustvarja. Ampak to je, če pogledamo pogoje te možnosti, najna pobožna želja. Pobožna želja zakaj? Ker počne vse tisto, s čemer se v Sloveniji izobčiš. In to prakso pač zelo dobro poznam. Hočem reči, zelo jo razumem v tej praksi. Skratka, resnica, tista resnica, ki je resnica tvoje perspektive, resnica tvojega razumevanja sveta, povedana naravnost v Sloveniji pomeni preprosto to, da te izvržejo vsi klani. Tudi klani, ki si jih mogoče sama soustvarila, klani v narekovaju, skratka, tista kulturni, tisto ustvarjalno okolje. In kaj zdaj to? To ne pomeni samo močnega moralnega imperativa, da veš, kaj riskiraš in greš vseeno v to. To pomeni pravzaprav tudi, da na kaj staviš svoje življenje. Ne gre samo za moralno ali pa etično plat tebe, gre za tvojo eksistenco, da drugače pač ne moreš.
Ne? In to se mi zdi, da je dragocenost, ne? Osebe, ki je po nekem naključju prišla v Slovenijo. Ne? Ja, to je pač nekako je bila strašno močna sestrska podpora tistemu mojemu stavku, ki je bil prestar, ko sem nekako vrgla v javnost zahtevo, praktično je bila to zahteva, ne? Če ne morem biti taka, kot sem, tudi ne smem biti taka, kot nisem. Oziroma ne morem biti, ne smem, ne morem biti. Ne? In jasno, da eno tako somišljenico, kot je Stanka, na vsakem koraku, v vseh možnih pozicijah, ne samo pesniških, ampak tudi družboslovnih, filozofskih, ne, potrebujemo. Ja, prosim. Pravzaprav jaz bi še rada povedala, da to, kako sem prišla v Slovenijo in kako sem se začela srečevati s slovensko književnostjo in zdaj ta moj položaj, v bistvu sedim na dveh stolčkih naenkrat nekako, pa prišla sem iz neke druge literarne tradicije, iz Slovaške, to ima svoje prednosti in ima tudi svoje neugodnosti. Ne? In ene od teh prednosti si recimo povedala, da ni tu neka obremenjenost, recimo z nekimi vrednostnimi vzorci, ki že delujejo tukaj, v bistvu ne moreš povedati nič hudega, nič kritičnega o ustvarjalcu, ustvarjalki, ki v bistvu je nekje na piedestalu ali ki je na položaju, recimo tudi to, ne. Ker se ti to bo na nek način povrnilo, ne, v neželenem smislu. Po drugi strani jaz se recimo zavedam, in to tudi takoj pišem v uvodu te knjige, da ta knjiga je zelo selektivna. Ne? Mislim, teh ustvarjalk, in se če dam stran ustvarjalce, ne? Ker jih nočem izločati iz pozornosti, ampak recimo to je fokus te knjige, teh ustvarjalk, ki bi si zaslužili res poglobljeno pozornost, pa malo prevrednotiti morda njihov položaj v družbi, v bistvu literarno-zgodovinsko vrednotenje njihovega dela, je več. Jaz jih nekatere naštevam, recimo v opombi iz različnih generacij, ne? In tudi sem poskušala še nekako razširiti ta korpus in sem tudi zaprosila 3-krat za štipendijo, ker sem se zavedala, da z nekaterimi sem se že srečala, ampak recimo ni bilo dosti časa ali priložnosti, da bi še nekaj zapisala in bi to rada recimo vključila v to knjigo in tako mi je žal, da recimo ni nekaterih imen, rečem recimo Saša Vegri, ki bi nujno morala biti recimo noter, Neža Maurer omenjam, se mi zdi, da se je nekako enopomensko interpretirala njena poezija, bolj kot neka sončna poezija, ki ima tudi svoje senčne plati in v bistvu kasnejše zbirke toliko več, recimo, je prav težka egzistencialna stiska včasih noter v teh pesmih zapisana. In se mi je zdelo, da marsikaj tam skrito tudi, kar bi se morda dalo malce odpreti ali vse postaviti vprašanja okrog tega. To je bilo recimo drugo tako ime, pa seveda kolegice moje starosti, pa mlajše ustvarjalke, v bistvu zelo rada bi se še ukvarjala, pa morda ne vem, ali bi bil drugi zvezek, ali bi, ker je že tale dosti obsežen, ali bi to učlanila, ali bi še prekopala nekako to vsebino, nekaj morda izpustila, samo ni mi to bilo omogočeno, ne? In zato jaz se zavedam, to je metoda pars pro toto, tako kot sem prihajala k tem določenim opusom ustvarjalkam, pri Svetlani Makarovič recimo, to sem bila takrat povabljena, da napišem o izboru iz njene poezije, ki jo je do takrat izdala Božrt, ki ga je opravil Josip Osti, v bistvu še en tak primer, ustvarjalec, pesnik, ki je prišel sem živeti in se ukvarja in tudi na zelo zanimiv način po moje z slovensko literaturo že cela desetletja. Tako da s tem je bil zamejen na nek način moj fokus, recimo, ne. In se mi zdi, da tudi ko sem poslušala šanzone in tako naprej, v bistvu te moje ugotovitve držijo, ampak recimo pri prozi je lahko drugače, pri dramah je lahko drugače, nekaj drugega tudi pove recimo ustvarjanje Svetlane Makarovič za otroke, ne?
Tam je v bistvu ena gesta svobode, ki si jo vzame, samo tam ni tudi grožnje regresije, kaznovanja in tako naprej. Pri otrocih vendar je malo drugače, gledamo na te stvari. Tako da, po drugi strani, ta temna plat in ta ujetost v poeziji Svetlane Makarovič, mislim, njene lirske protagonistke, marsikaj pove o tej družbi, ne? In tudi marsikaj pove o tej družbi, kar je tudi del tega besedila, da hkrati pesnica, ki ne preveč spoštljivo včasih ravna s to družbo in marsikaj vrže v oči, je vedno znova nagrajevana in doživlja na nek način aplavz. Noben sebe ne vidi kot tisti objekt, spet tudi v narekovajih, ki je kritiziran, ki mu je ona pravzaprav naslovila te svoje besede in tako naprej. Tako da v bistvu na več nivojih lahko se sprašujemo marsikaj in meni se zdi, da to je izziv literature, to je izziv tudi poezije. Tam to mene v bistvu nekako povleče noter, zaseže, zadene tudi in ko uspem ustvariti tak pogovor, to je že ocena pravzaprav tega avtorja ali te avtorice, čeprav so lahko ugotovitve tudi z vprašaji, recimo. Pogovor, ja, to je to. Stanka je seveda v slovensko ne samo literarno javnost, ampak sploh, kaj ne rečem, revijalno, uvedla eno obsežno dozo feministične literature in vednosti v tem. Vztrajno, predvsem pri reviji Apokalipsa, so bile neštete revije posvečene temu in nekako si izboljševala stanje na Slovenskem prav s tem, ker prej nekako ni šlo to tako sistematično in vztrajno. Lahko povem, da seveda sem jaz prišla sem živeti leta 2001 z eno predlago, že, ne, z enim nahrbtnikom, močno natrpanim, kjer je bilo marsikaj, kar sem ja že dala čez, v bistvu preden sem prišla živeti v Slovenijo, sem delala kot raziskovalka na Slovaški akademiji znanosti, na Inštitutu za slovaško književnost, doktorirala tudi tam v tej instituciji in sodelovala z različnimi krogi, poleg drugega tudi z krogom revije, ki je nastala začetkom 90-ih let, to pomeni po padcu železne zavese, ko so se odprle meje in je noter prav urinila se feministična literatura, ki je bila do takrat prepovedana. To je bil v bistvu sadež, ne, češko-slovaški takratni, jaz ne nekega buržoaznega premišljevanja in tako naprej, neželen. Tako da, recimo, nastala je revija Aspekt, ki ste jo vodili dve zelo nadarjeni, lucidni intelektualki, feministki, Jana Juranjova in Jana Cvikova. In v bistvu okrog te revije je nastajala ena skupščina, bi rekla, zavzetih žensk iz različnih področji, tudi sociologinje, tudi pravnice, tudi pisateljice in tako naprej. Čeprav je bil začetka precej poudarek na književnosti. Kasneje se je to malce premaknilo še proti družbenim vedam in tako naprej. In nekako jaz, ko sem prišla, to sem pogrešala. Seveda sem vedela o mestu žensk, sem vedela o, jaz ne vem, raziskovalnih projektih Mirovnega inštituta, malo sem se pozanimala, sem vedela o Delti, recimo, kot reviji. Ampak se mi zdelo, da krog, ki ni tako ali akademski, ali tako, bi rekla, evropsko-pragmatično, ne vem kako, naravnan, ki lahko vodi prav en dialog znotraj družbe. V bistvu, to sem pogrešala in to je bila začetna ideja te odločitve. Mislim, da bomo poskusili pri reviji Apokalipsa zagnati eno serijo številk, ki smo jih imenovali gender številke, zato, ker je tu bila še takrat težava, zdaj se mi zdi, da malce je že drugačen ta pogled razlikovanja med spolom, družbenim spolom,
biološkim spolom, tako da smo uporabili potem prav ta angleški jasni, termin. In moram povedati, da začetka v bistvu je bilo veliko prevodov noter iz zahodne, feministične literature, sekundarne, tudi književnosti same, iz Srednje Evrope, nekaj tudi iz recimo južnoslovanskih, bivših jugoslovanskih recimo teritorij. Slovenskega je bilo kar malo, ampak to razmerje se je postopoma spreminjalo. In jaz sem poskušala tudi tako potegniti noter, v bistvu tudi slovenske avtorice ali intelektualke, da sem organizirala znotraj teh številk 5 dosti obsežnih anket prav o teh vprašanjih. Tako da to je bil začetek enega javnega skupnega premišljevanja teh stvari. In v bistvu, ko sem sestavljala to knjigo, če že govorimo prav o tem gender projektu pri reviji Apokalipsa, bilo bi mi zelo žal, če se ne bi na koncu odločila, in sem se za to odločila, da sem vključila kot prilogo enega zaključnega poglavja prav izbor iz teh anket različnih. So tam različna vprašanja, različni odgovori in so tam, največ sem izbrala seveda slovenskih udeleženk teh anket, ampak so tam tudi Čehinje, Slovakinje in ena Hrvatica. In se mi zdi, da je s tem v bistvu to premišljevanje, ki ima svoje tudi teoretske plati v tej knjigi, ki ima svoje konkretne interpretacije konkretnih besedil, zaključeno v bistvu z enim poudarkom na praksis, to pomeni, kako doživljajo same pesnice, pisateljice, esejistke, mnogi od njih tudi kritičarke ali znanstvenice, svoj položaj znotraj književnosti, svojo v bistvu profesionalno, ustvarjalno pot, sebe same kot ustvarjalke, kako gledajo na ta pereča vprašanja. Tako da s tem je v bistvu knjiga na nek način zaključena. In tudi sem želela, da ne ostajam sama v tem pogovoru z družbo, tako rekoč, ampak da je to večglasje, ki je naenkrat prisotno v tej knjigi in s tem tudi poudari pravzaprav vse to najbolj pereče. Renata, vas mi vprašati, kako vi ocenjujete zavest, to feministično zavest na Slovenskem, v različnih humanističnih vejah, to se pravi ne samo umetniških, to, kar je vaša praksa, s čimer ste imeli izkušnjo. Pa ne samo pri moških, seveda, ampak tudi pri ženskah. Ja, najprej je treba reči, da na formalni ravni, skratka, kako se to obravnava v javnosti, kakšna je zapoved, ko rekoč napisana zapoved v akademskih raziskovalnih krogih, kulturniških krogih, ki se smatrajo za libertarne, tam seveda se je stigma zgubila, beseda feminizem ali pa sem feministka, to ni več slabšalna izjava, skratka tisto, kar bi te takoj postavilo v kot, ampak kot rečeno, to je del demokratizacijskih procesov. Ne pomeni, da so se stvari v realnosti bistveno spremenile. Spremenile so se na kulturniški sceni, to je res. Imamo veliko avtoric, ki pišejo dan danes, ne vem, če grozno veliko, ampak vsaj nekaj pomembnih avtoric, ki pišete s to zavestjo, ki lahko rečemo feministična. Obenem pa na ravni nekega intimnega doživljanja ne vidim, da bi se zadeve, ospoljene zadeve, če prevedemo angleški izraz gendering ali pa gender v slovenščino, bistveno spremenile. Skratka, nekaj se dogaja na deklarativni ravni, nekaj pa na ravni stvarnih odnosov med nami. Zdaj pač to uvajanje perspektive, jaz bom rekla kar ozaveščene spolne perspektive, v poezijo seveda lahko doda vrednosti, pomeni pač nek refleksivni moment več, kot prva zadeva, kot druga seveda polnomoči samo avtorico, z razširjanjem svoje lastne zavesti, seveda imaš tudi moč pri ustvarjanju svojega prostora, saj ta intimna zavest, kdo si, kam sodiš, kaj je pač tvoj namen v življenju, če rečem eksistenčno.
Kar pa se tiče vpliva na samo družbo, ne, takih pesniških ali pa tudi refleksivnih gest, ne, pa žal moram reči, da ne vidim, ne, da bi se poleg preomenjene deklarativne ravni kaj drugega spremenilo. Ne. Zame osebno je to pomenilo razočaranje pravzaprav, ker sem šele skozi analizo situacije ugotovila, kako pravzaprav globoko patriarhalna družba smo. V kakšnem smislu? Če smem navesti kar Stanka igralko, ki je delala tvojo predstavo Lucija Šipošovaja, ki je igrala monodrami Slovenka na kvadrat, ne? Ona se je srečala, ne vem, po kakšni liniji s Carlosom Pasqualom, ne? To je drugi tujec, drugi slovenski tujec, ki je zelo pomemben po moje za naše kulturno okolje in njegovo samorefleksijo. In v njegovi zadnji knjigi, ne, Debeli zidovi, majhna okna, opisuje svoj dialog, ne, z Lucijo. In kako Lucija opredeli, zdaj mora se upravičiti vnaprej, no, ali pa reči, prosim, ne vzeti to osebno, ne. Kako ona detektira slovenske moške, ne, kot moške, ki zelo stojijo na okopih, ki se zelo bojijo pokazati svojo ranljivost, naprimer, ne, ali pa sočustvovanje, skratka izražati svoje čustva, ne, in kaj je ona uvidela? Zatem strašno šibkost, ne, strašno negotovost. In mislim, da je tle srž, ne, tega vztrajnega patriarhata. Ne, ker še vedno imamo največ moških na položajih odločanja in odločajo o nas točno taki moški, ki so znotraj sebe šibki in navzven demonstrirajo moč. Ne? A sem govorila na vprašanje ali še ne čist dober? Mislim, zdaleč od tega, da je čist dober, ne? Začetek mogoče, predovod. Aha, no v redu, se tlele... To je veliko vprašanje, mislim, se bi dalo. Ja, to je pač neko temeljno vprašanje, ampak lahko pogledate čist pozitivistično. Poglejte na položaje odločanja. Tudi v sferah, kjer prevladujejo ženske v tako imenovanih feminiziranih poklicih, ne? To je prvi čist pozitivni indikator. Poglejte, koliko ženske porabimo več časa za vzdrževanje svojega zasebnega okolja, ne? Tudi če živimo z otroci, s partnerji in tako naprej. Poglejte, kako naprimer na tam, kjer se producira znanje, se pravi na fakultetah, koliko nazivov, ne, najvišjih ima žensk, koliko moških. Vam povem kar takoj, 20% žensk, ne. Skratka, tle imate neke čist pozitivistične, tako rekoč, indikatorje, imate pa tudi tiste bolj subtilne, kar je predvsem, ne, ta že omenjeni šibki moški, ki demonstrira ravno zato, ker je znotraj sebe šibek, ne, strašno moč, čim pride v situacijo, kjer lahko to naredi, ne. Pa še enkrat bom ponovila, ne mislim na posamezne osebe moškega spola, mislim na matrico, mislim na vladajočo matrico, ne. In pa še neki, ne, lahko upozorim na celo vrsto mitov, ne, celo vrsto mitov o odnosu med spoloma, ne, mit in kaj je mit, ne, mit ni drugega kot družbena laž. Slovenskih mitov, ne, kar malo se spomnite, ne, jaz bi ful imel intimnih odnosov samo moja ženo, kar naprej boli glava. Ne vsaka raziskava vam bo povedala, da temu ni tako. Ali pa šefica, ne, nimate bolj groznega kot ženske šefice. Čeprav bo izvajala to svojo šefovsko oblast na totalno isti način, kot jo bo naprimer moški, ne. Ampak za moškega bo samoumevno, da se bo tako vedel. In tako naprej, no, neki drobtinic. To so ti novi miti, bi rekla, ne, tako v bistvu sodobni, ki jih nekako zlorabljamo pravzaprav ta termin mitologija, ker jaz recimo sem zelo pristašnja tudi mitoloških, mislim, vsebin in tako naprej in poezija z njimi dela zelo, mislim, intenzivno, ne, brez tega ne more, ampak recimo v tem smislu nekih simulakrov, ne, ki jih vlečemo naprej, pardon, v bistvu se strinjam, ne, da to obstaja.
Recimo, jaz sem, če govorimo o patriarhatu, to je bilo vprašanje, v kakšnem smislu, sem uporabljala pravzaprav veliko argumentov v tej prvi knjigi, Agonija smisla. Tudi v zvezi z literaturo sem pokazala, kako je z nagradami, kako je z antologijami, kako je z zbranimi deli, učnimi načrti, to vse v bistvu ženske zapostavlja in prav na neverjeten način, ne, v bistvu, da brišemo del enega družbenega prostora, ene zgodovine svoje. In recimo tudi, če zdaj obstajajo že neki krogi, ne, kot je Mira, kot pesnice o pesnicah, pa druge različne pobude, pa tudi mlajši moški velikokrat že opozarjajo na te težave, pa veliko je debat na Radiu Študent, pa ne vem kje, marsikje, ne, se dogaja, na koncu ugotoviš, da tisti, ki so na položajih, ki so povezani s institucionalnim literarnim življenjem v Sloveniji, si drznejo organizira dogodek, bralni dogodek, recimo, jaz ne vem kje, kateri hiši, Trubarjevi, Prešernovi, ne vem kje, ob kakšnem prazniku državnem, pa povabijo 10 ustvarjalcev in niti ene ženske. Jaz nisem verjela, jaz sem dobila ta mail na finsko in nisem verjela, da je to mogoče po vseh teh letih, ko jaz že vidim teh, 18 let, ne, ko sem tukaj, 17 let, kaj vse se je že naredilo, koliko je bilo tudi teh moških zraven, koliko teh dogodkov je potekalo na društvu pisateljev, so bili organizacije zraven, so bile založbe so izdale feministične naslove in še vedno v bistvu njim ne pride, da je nekaj čudnega na tem, da tukaj nekaj ne drži, to ne more biti nekaj nekorektnega. Ne? Tako da to so ti zunanji znaki. Ampak jaz sem imela občutek, da ne moremo stati samo pri agoniji smisla. To nam ne daje nobenemu perspektive. Ne? Da moramo tudi malo bolj pozitivne stvari recimo poudariti in se mi zdelo, ko jaz grem v te pisave, teh žensk ustvarjalk, v bistvu me to izpopolnjuje, me to napolni z enim navdušenjem in sem tako upala, da to napolni tudi ta način mojega premišljevanja, tudi bralce te knjige in da tukaj je ta iniciacijski moment v bistvu, da zaženem v bistvu nekaj, da dam pravični prostor tistemu, kar mora dobiti prostor. Enostavno v tem smislu to knjigo jaz jemljem kot en kontrapunkt morda tudi do prve esejistične zbirke Agonija smisla. In v bistvu mislim, da prav zato, ker sem se poglobila v te pisave, ne govorim o teh zunanjih sociološko-literarnih okoliščinah, čeprav tudi pride tudi to do izraza, ne? V bistvu, da sem ponudila eno moč, en argument ene moči, ampak ne moči, v političnem smislu, ampak en močan argument, kakšno bogatstvo, kakšno moč tu imamo, kakšne so tu te ustvarjalke, pa vzamimo malo resno v bistvu ta dogovor družbeni. To je stvar družbenega dogovora, sistemskega družbenega dogovora, da bomo bolj pravični, pa se nam ne zgodi, da pozabimo enostavno, da imamo kolegice. Ne? Vi ste želeli? Ja, nekaj sem hotela še reči, kar se mi zdi zelo pomembno, no? Da spol, in tudi Stanka ima tak odnos pravzaprav do spolne perspektive, ne pomeni samo administrativno zabeležen spol in utelešenje, ne? Ampak pomeni tudi pozicijo. Sama je prej rekla, to pravzaprav eksplicira v uvodnem teoretskem delu, ne? Hkrati pa tudi v govorici, kakršno uporablja danes, zaznamo, ne? Da bi se lahko v bistvu tudi moški znajde na tej tako imenovani ženski poziciji in marsikateri avtor se znajde na tej poziciji. Naprimer, spomnimo se na Aleksa Šušuriča, izjemno kvalitetnega avtorja, ki preprosto zginil zaradi izključenosti. To, kar se sicer zgodi marsikateri ženski, se dogaja tudi moškim, ki ne pristajajo na vladajoče igre. Prej sem želela ko smo o teh moških govorili, patriarhalnih, pravzaprav to so nekompetentni moški, ki nekako, jaz mislim, da živijo ne z 10 prsti, ampak samo z 2 in zato toliko več moči in toliko več drugega angažmaja. Leta 1989 sem zaradi tega občutka, čeprav jaz s feminizmom se nisem nič ukvarjala, niti ne
srečevala direktno s feminizmom, ampak sem vedno feminizem imela za humanizem. In tako sem ga tudi živela in sem bila vesela, ko je Stanka moje pesmi interpretirala in je našla not veliko feminističnega, ne da bi jaz sploh vedela za to. No, in med drugim je bila ta gesta enaka, pravzaprav feministična. Leta 1989 sem jaz v samozaložbi izdala eno knjigo, ki ima naslov Puer Eternus. To je jungovska avtorica Marie-Louise von Franz izdala in tam seveda govori o moškem, ki ima krizo identitete, ker se je potem to zelo razširilo in na razne načine, ampak seveda pokazalo se je, da je v Sloveniji ogromno moških takih, ki imajo materinski kompleks. In zdaj seveda en tak moški, ki ga mati obvladuje do konca življenja, njegovega, ne njenega, ker ona obvladuje to še lahko iz groba ven, ne, je to nemogoče, če se ne zgodi nekaj individuacijskega v tem moškem, ne. Pri nas je pa seveda nek duhovni, to se pravi duševni, mislim reči, kot duševnost človeška, zelo, zelo nerazvita zadeva in mi nekako sploh na nobenem nivoju nismo pozorni in ne gradimo. Enostavno se ne ukvarjamo s tem, ker se seveda vidi na mnogih področjih, ne. Jaz mislim, da to tudi kaže, kako smo na splošno neuspešni. Saj te mnogi moški imajo odprta vrata in tako naprej vse, ampak vse nekaj dosti za pokazati, nekaj dosti za videti, ne. A lahko? Mogoče samo dodam, ker razmišljam že ves čas. Prej sem hotela reči, da ženske na nek način ves čas pristavljamo lonček k tej patriarhalnosti. In da v bistvu, da tudi, ko ste zdaj govorili o tem, pa ste rekli sindrom materinski, a ste mogoče ta izraz? Aha, no, da tudi ženske k temu ponovno doprinašajo svoj lonček. Ne bi se smeli ženske izvzeti. Če se hoče emancipirati ženska, se ne more brez moškega emancipirati. Ne? Jaz sem feministka vedno tako razumela, da hočejo one biti emancipirane, ampak ženska sama emancipirana, ne vem, če ima prav veliko smisla. Ne? Ker nujno potrebuje nasproti sebe emancipiranega človeka, ali je to zdaj moški ali ženska, meni je čisto vseeno, ampak jaz recimo jo težko vidim, kot da ona je izven tega, a ne? Ona doprinaša in v patriarhalnosti, in v Oedipovom kompleksu, in v vsem tem. V bistvu jaz se celo tako vidim, da je v bistvu to res pašeno. A smem? Zdaj me pa tako zelo, kako se temu reče, jezik Srbije. Tlele se mi zdi dve ključne teze. Ne? Žižek in Mazzini, ne, vsi poznamo te dve imeni, vse ne, med nami, popularizirata tezo ne, o nemogočih slovenskih materah, ki ne seveda delata te nemogoče oedipovske moške. Jaz bi rekla, da ne. Zakaj zdaj stigmatizirati ženske, ne? Že spet stigmatizirati ženske za nekaj, kar če vzamemo dominantna spola, moški, ženske, ne klapa, ne? In zdaj, če pogledate družbeno delitev, kako se konstituirajo spol, ne? Zelo hitro pridete do enačaja, da smo v ideologiji, ideološko, v svetu idej, ženske narave, a ne? Rojevamo, to je zelo naravno, moški so pa v svetu kulture, ne, so prvenstveno ustvarjalci, mi smo prvenstveno dejali. Govorimo o tradicionalni ideologiji in znotraj te ideologije postane mati zemlja, vse lahko vzamem in ona mora vse dati, ne. In tudi me ženske, ki smo ozaveščene, to je pritisk noram, me ženske, ki smo ozaveščene, imamo težavo s tem, jaz kot mati jo imam. Moja hči je sred 30 let in šele zdaj sem se emancipirala danes kot mater. Ne? Skratka, gre za pritisk družbenih norm in koncev nekih zelo konkretnih materialnih okoliščin.
Ne? To zame je trditev, ne, da tudi ženske sodelujemo, seveda sodelujemo, ne moramo živeti izven patriarhata, ne moramo iti na Mars, Venero ali kamorkoli že čte. Ne. Skratka, na nek način, če hočemo preživeti, seveda moramo sodelovati. Ne. Drugače lahko sem... ampak ne na patriarhatu. Ne. Pač smo udeležene skozi norme in pritiske, ki so ne samo, da so ponotranjeni, tudi če to totalno razdelamo, so utelešeni. Ne, to, kar prav znani francoski filozof in sociolog Foucault. Ne. Problem norm in predpisov je to, da pridejo v tvoje telo izven psihičnega mehanizma. V tem smislu pač sodelujemo, hočeš, nočeš. Ne. Hkrati, še nekaj, če smem, bi pa rekla to, da seveda se strinjam, da kakšne ženske pristanejo na tako imenovano spolno štacuno, če uporabim grd izraz. Ti meni status pa keš, jaz pa tebe servisiram čustveno, pa vse ti doma naredim, pa vzgajam tvoje otroke, bla bla. To je grdo rečeno štacuna med spoloma. Ampak, če ženske pristanejo na to, prvič ne moramo kar po dolgem in počes reči, da sodelujejo in s tem kvarno vplivajo, nekatere preprosto ne morejo drugače. To je isto zame, kot če bi rekli, delavci sami sodelujejo izkoriščanju lastnikov kapitala. Ne morejo drugače preživeti. Skratka, tukaj, pri tej debati o sodelovanju žensk imam jaz res majčkeno distance, zato, ker so zadeve preprosto zelo kompleksne. Na drug, pa še nekaj samo še en stavek temu nehala, treba je misliti tudi to, da spola nismo samo to, kar nam piše spol M ali pa Ž, in nismo samo utelešenja, zaznamovana po spolu, ampak smo tudi položaj. Marsikateri moški seveda lahko naredi za feminizem več kot marsikatera ženska. Zdaj bi se samo vrnila spet nazaj k literaturi in sicer zato, ker mislim, da je bilo v moji poeziji največ možnosti, zato sem se tudi odločila, končno sem bila kemijski tehnik, pa sem bila profesorica slovenske književnosti in srbo-hrvaške književnosti in ta status mi ni ustrezal zaradi tega, ker je bil pač preveč povezan s tem, da jaz nisem mogla biti sama svoja, da nisem mogla biti individualen človek, to se pravi ženska, in se odločati, kot je meni velevala duša in telo. In v poeziji pravzaprav je bil prostor zame, seveda, ne glede na to, da nisem bila priznana, ne glede na to, da sem čakala 15 let na prvo pesniško zbirko in tako naprej, ampak tam je bil moj prostor svobode. In težko bi rekla, da je katerikoli pesnici onemogočeno, da v svoji poeziji naredi svoje žensko kraljestvo. Mislim, da je to možno. In tudi z eno, kako bi rekla, z eno pozitivno, s enim pozitivnim egoizmom, mogoče, če tako rečem, da si pač ti prvoščaš, da si ti tudi ta glavna in da si ti tudi močna. In mislim, da v poeziji se to da. Če imaš seveda ta izvir, če imaš ta svoj arhej, iz katerega vse to gre. In to je pravzaprav tukaj, to mi je meni kot pesnici mi je to najbolj odleglo, ker sem ves čas mislila, da je tako, pa nisem dobila leta in leta nobenega potrdila, da je res tako. Mogoče ravno samo v tem, da nisem prišla v tok, to mi je govoril, da bo že nekaj na tem, da sem ta prava, ampak v interpretaciji sami me je pa šele Stanka potrdila, da je res tako. In da je res lahko humanizem, da je res lahko feminizem, ta prav humanizem. Pravzaprav, že prej, ko smo govorili zdaj, malo smo ujeti v tej spet bipolarnosti ali tej dualnosti, recimo.
To dualnost bi morali preseči tudi v zvezi s spoli, to pomeni ne samo moški, ženske, zato sem jaz na začetku, ko tebe še ni bilo, poudarila, zato je v tem podnaslovu tudi ta ženska diskurzivnost. To ni knjiga samo o ženskah, ampak o ženski diskurzivnosti. In prav ta pristop v bistvu, način gledanja, način pogovarjanja, način izražanja, artikuliranja, način lokaliziranja, umeščanja sebe v družbenem in kakršnem koli prostoru, način delanja z jezikom. To je ta diskurzivnost in sem opozorila, da lahko recimo tukaj veliko doseže tudi moški po biološkem spolu. Po drugi strani to presekanje in preseganje je lahko tudi v obratni smeri. Tudi ženska je lahko zelo kruta nosilka, patriarhalnih netradicije, se znajde v eni vlogi, ko je morda hujša od marsikaterega moškega, ki v bistvu deluje na tak način. Ampak moramo se tudi zavedati, da ta družbeni prostor je bil nekako oblikovan. Te matrice vrednostne, pomenske so bile nekako oblikovane. Kako so bile oblikovane? V neprisotnosti žensk. Ženske so bile cela stoletja, samo za domači prostor, za domačo kuhnjo, za rojevanje, skrb za otroke, to reproduciranje, ne? Medtem ko moški, biološko reproduciranje, medtem ko moški so ustvarjali prostor kulture z zakoni, z družbenimi povezavami, z družbenimi razmerjami, z nekim redom v bistvu, z neko izobrazbo, z neko kulturo in so ustvarjali tako rekoč, ne? In seveda so vlagali svoje interese v ta družbeni prostor. Tako da to je dolgotrajni proces, da ženska znotraj tako zaznamovanega procesa zazna še tudi sebe samo in svojo vlogo v tem celotnem kompleksu. In v bistvu res je, da tukaj ne moremo gledati samo, da je to borba moških z ženskami, da je to neka spolna arena, ki je na tak način definirana. Ne. Samo po drugi strani moramo biti iskreni in moramo priznati, da po biološkem spolu moški so potisnili ženske v eno obrobno vlogo v družbenem smislu. In to je zaznamovalo tudi jezik. Jezik je družbena iznajdba. Komuniciranje se ustvarja, se spreminja, se gradi in tako naprej. In ženske iščejo svoj jezik, iščejo ga tudi v poeziji. Poezija je v tem smislu kraljevstvo svobode, ker tam ti si res svobodno bitje za svoje izražanje. Poezija ti to omogoči. Ko boš pisala, nek strokovni zapis ali ne vem kaj, ne boš tako svobodna, ne, kot v tej poeziji. Pa tudi te podzavestne stvari potisnjene lahko pridejo na dan, pa najdejo svoj način izražanja skozi metafore, skozi prispodobe, skozi tisti neverbalni del tega pesniškega izrazja. Kompletni si lahko samo svoj. In še to povem, v bistvu, meni je bilo zelo veselje brati Metine pesniške zbirke in tudi pisati te interpretacije. In to se najbrž tudi čuti pri teh interpretacijah. Ampak je tudi tako, da ni vsaka ustvarjalka tako, bi rekla, kompleksno bitje, čeprav nima morda označenih teh orodij, kot si rekla, nisi se soočila s feminizmom, nisi bila feministka, nisi morda prebrala teoretskih del feminističnih, ampak znotraj tebe v bistvu je ta drža delovala in jaz jo lahko zaznavam tudi v tvojih verzih, čeprav ni bila zavestno vnešena kot feministična, ne? Ampak se to še boljš verjetno. Ja, to je kompleksno bitje, kompleksni pristop in tudi zame zelo kompleksna poezija. Ampak so recimo tudi ustvarjalke tudi v tej knjigi, o katerih pišem, ki niti niso vedele, s čem so zaznamovane v družbeno-spolnem smislu. Ne? In sem recimo omenila že tudi pri Svetlani Makarovič nekaj takega, tudi pri Maji Vidmar, ki je recimo s pesniško zbirko Prisotnost naredila en korak naprej, pa naslednje zbirke v bistvu kot da se je zavedla v bistvu,
kako je bila povezana s temi moško-ženskimi vlogami in kako ta njena erotična poezija, s katero je začela zelo mlada, v bistvu jo je na nek način zasužnjevala in vedno bolj potiskala področje v bistvu moških interesov. Seveda, zdaj, ko to tako govorim, takih besed tam ne najdem. Ne? Niti jaz ne poskušam na drugačen način to obdelovati in se izražati tudi v tej knjigi. Ampak ko takole moram to povedati v enem, dveh stavkih, malce zveni tudi strogo ali ostro, ali jaz ne vem, zame preveč transparentno ali kako. Ampak v bistvu tem je ta resnica. Skratka, ene ustvarjalke morda se ne strinjajo, morda imajo tudi notranjo težavo sprejeti eno interpretacijo, ki razkrije sloje tej poeziji, ki govorijo o tem, da niso čisto osvobojena bitja od vseh v bistvu pritiskov, vseh vlog, vseh stereotipov in tako naprej. Ampak to je lepo v bistvu, čeprav to razumemo, da to ni zdaj bitka med nami, ne, kritiki pa ustvarjalci ali jaz ne vem, tabo in mano, ampak da je to pravzaprav res en skupen dosežek, da premišljujemo naprej, govorimo in vsak iz tega potegne zase najboljše. Kaj se pa potem kaže v moški poeziji, recimo, ali veste, kaj mislim? Kakšna je pa tam potem eksistencialna stiska? To je zelo široko vprašanje. To zdaj, če bi res odprli in tudi veliko je seveda napisanega. Ne, sem razumela se preko ženskih pesnic kaže tudi družbena spolna zaznamovanost, ne? A sem prav razumela? Sigurno se tudi pri moških kaže. Če bi pa lahko moški govorili, recimo, v poeziji? No, v bistvu en tak pristop, recimo, ki ga lahko razbereš tudi iz poezije, da ne podvomi, da je ta vsevedoči subjekt noter, v bistvu, ki premalo vprašaje, premalo dvomov izpostavlja, ne, v poeziji. V bistvu, ki tudi na nek čustveni nivo se odziva drugače ali ga zatre na nek način. Je poezija, ki pogreša zame več emocionalnega naboja, recimo. In pri moških to, kar smo rekli, kot da se bojijo vložiti v bistvu tudi tiste svoje emocionalne izkušnje vsebine v svoje lastno ustvarjanje, ne? Veliko moških poseže po eksperimentu na nek način, ne? Jaz tudi eksperimentiram v svoji poeziji, ampak doživela sem zame oceno, da je tu, mislim, literarno kritiško, da je tu povezava med eksistencialno in eksperimentalno poezijo. Da nisem mogla enostavno ostati samo na tem nivoju formalnega, zunanjega eksperimentiranja. Hočeš, nočeš, vedno mi prodrejo v to poezijo tudi neke emocionalne ali ne vem, mislim, podzavestne vsebine, eksistencialne vsebine, ne. Pa bi lahko v bistvu nadaljevali na marsikakšen način, recimo moški pogosto imajo kot bolj klasičen jezik v poeziji, ki ne jecla na nek način, ne, če tako grdo rečem, ki ne razpira notranje pomene na morfološkem nivoju, čeprav najdemo tudi tukaj ustvarjalci, ki so znameniti prav v tem, Morgenstern ali jaz ne vem, drugi, ne. Ampak recimo pri ženskah je to iskanje svojega jezika povezano tudi s tem, da ona mora se stopiti na sintaktičen nivo, na morfološki nivo, v bistvu literarne ali jezikovne pragmatike nivo in v bistvu če noče sprejeti to, kar je uveljavljeno in kanonizirano v družbi, kot za vse, čeprav odseva samo moško izkušnjo, mislim, mora se s tem soočati na tak način, da to razdre in išče svoj način izražanja. In to je proces, v bistvu, tukaj ni recepta. Vsaka na drugačen način to počne. Pri moških velikokrat je ta pisava kot da bolj zglajena ali umirjena ali bolj povezana s tradicijo. Ali... Ženske se ne bi toliko trudile zakriti svojega razcepa ali pa svoje, ne vem, hendikepiranosti ali kaj. No, vsekakor bi lahko mirno rekla, da v sodobni poeziji pesnikov slovenskih
je dosti manj kritičnosti, kot v ženski poeziji. Kritičnosti do lastnega pisanja, mislim, do samorefleksije. Res malo, če smo videli, ti se spomniš tega iz festivala Pranger, recimo, ne, to je mogoče ena značilnost, zato se tudi pojavljajo teze, da je trenutno so pesnice na Slovenskem močnejše od pesnikov, to več ljudi opaža, ne samo mlajših, tudi starejših. Ne. Tisto bi rekla bolj tako progresivno neko, ne vem, noto, kot da ženske vlečejo v zadnjih letih, v različnih generacijah v bistvu. To pomeni, že generacija, jaz ne vem, od meni za pol generacije starejša, mislim, ki so aktivne v tem prostoru, pa do najmlajših. Ampak tudi spet moram povedati, da s nobenim odgovorom svojim ne bom čisto zadovoljna, ker vsak ta odgovor nosi v sebi sled nekega posploševanja. Pa poznam znamenite pesnike, pa tudi recimo mlajše, pa tudi starejše, ne, ki se tudi s stereotipi ukvarjajo. Ampak v bistvu pomembno je, da se sploh ukvarjaš, lahko na ekološkem nivoju, neka ekopoezija nastaja, ne. Jaz ne vem, formalnem nivoju tudi, ne, recimo na tem, v bistvu v Sloveniji malo drugače razumemo postmodernizem, ampak na tem nivoju obdelave neke literarne tradicije, nekih slojev in tako naprej. Mislim, in je to izziv, recimo, za naprej, tako da uživamo tudi pri tem, ne. Ne morem tukaj spet nek dualizem zajti, ne, bi bilo narobe. Še nekaj bi lahko upozili, ne, če ni dialoga, če v poeziji ni sposobnosti za dialog, ne, tako kot drugje, sploh v katerem koli ustvarjanju, ampak v tistem dialogu, transparentno, bom zdaj rekla dialogu, ne, potem vemo, da se bo slej ko prej pojavil argument moči in da bo na tak ali pa drugačen način udarovan in želel prevladati. Ker ta resnična dialoškost je tist, kar nekako poskuša ta dva pola, kajti vse skupaj je magnetno na tem svetu, plus in minus, moško, žensko, dobro, slabo in tako naprej, ampak dialog, to se pravi priznavanje obojega, je verjetno edin način, ki kam pripelje. In tukaj smo pač vsi udeleženi. To je pol tista celota. Ne, jaz sem mogoče hodila, sem ves čas razmišljam, da smo vsi na koncu v istem čolnu, a ne. To pa smo, to pa ni nobenega dvoma. Da, če se hoče kdo emancipirati, se moramo vsi, ali pa, a ne. Ja, samo eni sekajo luknjo v dno v tem čolnu, drugi pa veslajo, ne, poskušajo, mislim... Okay. Ja, to je razlika. Jaz se vama zahvaljujem, bi še kaj dodali? Jaz bi se rada zahvalila tebi, pa tudi Renati, da sta prišli tudi v tem vremenu, Renata oddaleč, pa vam vsem, da ste bili pozorne občinstvo, pa tudi za vprašanje, seveda. Hvala.